Kaj je to zavetišče za zavržene rastline? Zavetišče za zavržene rastline je dosti podoben kakor zavetišče za zavržene živali, kar mogoče že poznate. To pomeni, da dobimo rastline od različnih ljudi, ponavadi tudi od kakšnih podjetij, ki za rastline ne morejo več skrbeti iz različnih razlogov. Mi jih potem oskrbimo in jih ponudimo naprej novim posvojiteljem, ki si to rastlino želijo. Kaj moram pa jaz izpolnjevati, da lahko posvojim rastlino? V bistvu vsak lahko posvoji rastlino, vsak, ki je pripravljen podpisati posvojitveno pogodbo, tako da vsak, ki se zaveže, da bo za rastlino po svojih najboljših močeh primerno skrbel in ji nudil vse, kar ta rastlina potrebuje za uspešno rast in razvoj. Kaj pa to pomeni posvojitvena pogodba? Posvojitvena pogodba je bolj v bistvu taka zabavna pogodba, sama pri sebi se zavežeš, etična pogodba se temu reče, da boš za rastlino primerno skrbela. Zdaj pa boste vidve posvojili vsaka svojo rastlino, je tako? Meni je tista tam gor všeč. Ja, tale? Ne, tista zraven. A tale? Ja. Kaj pa je to za ena rastlina? Nismo čisto prepričani, ampak mislim, da je to vodna meta. Mene pa tale zanima. Ta rastlina je pa aloe vera, ki je pa tudi zdravilna in užitna. Zdaj bomo pa rastline, preden jih boste posvojile, vidite, da sta mogoče majčkeno v majhnih lončkih, tako da jih bomo presadili. Na kaj pa moramo vse paziti pri sajenju? Najprej moramo paziti, da rastlino lepo vzamemo iz lončka. Lahko recimo majčkeno takole stisnemo lonček, da gre raži ven s celo grudo, a ne? Da se korenine ne poškodujejo. Takole, a ne, tukaj lahko vidiš, da je bila že kar utesnjena, a ne? Isto, kakor smo meto, bomo tudi alojo. Tukaj le vidimo, a ne, da ni samo ena rastlina bila noter, ampak jih je kar več. Zdaj pa v bistvu bomo presadili v nov lonček. Na dno lončka bomo dali drenažo, to pomeni iz kamenčkov ali pa iz glinoporja, taka plast, da bo voda lažje odtekala, ko bomo zalivali rastlino. Tako da lahko kar majčkeno vzameš, pa nasuješ kamenčke v lonček. Lahko kar nasuješ zemljo takole do polovice lončka. To je fino zmeraj presajati z golimi rokami, da ne dajemo kakšnih rokavic gor, zaradi tega, ker ima zemlja tudi veliko zdravilnih in pozitivnih učinkov na nas. Tako? Ja, super, Hanna. Zdaj pa lahko meto počasi previdno primaš. Samo jaz ne vem, kako bi jo pravilno parila, da je ne bi poškodovala. Za koreninsko grudo primaš in ne bomo nič razdirali, da je ne bomo preveč šokirali. Če bi zdaj hoteli to zemljo odstraniti, bi v bistvu jo lahko kar dobro poškodovali njene korenine, tako da jo bomo kar takole položili. Okay. Zdaj pa v bistvu tukaj je še prostor za novo zemljo, tako da lahko kar še dodamo v... Kar še lahko daš, vidiš, kar še majčka. Moja babi pravi, da če se z rožo pogovarjaš, da potem lepše raste. A je to res? Ja, jaz mislim, da je to res. Rastline čutijo in se odzivajo na naše vedenje, naš glas, na našo bližino. Sigurno je dobro, da se z rastlino pogovarjaš, mogoče jih daj tudi malo pobožaš. Zdaj pa lahko kar takole take jamke, ne? No, mi dve sta zdaj že zaključile, ne? Zemljo sva še majčkeno potlačile. Zdaj, ker je presajena, jo bomo pa še zalile. To se ponavadi zmeraj naredi, ker je sveže presajena, da se res dobro utrdi v zemlji. Evo. A preveč zalivam? Ne, lahko še čisto malo dodaš. Evo, super. A to je zdaj pogodba, ki jo moram jaz podpisati? Ja, to je naša pogodba, ki jo moraš najprej narisati, pa potem podpisati. Ste se odločili tudi, kako bo ime rastlinam, ki jih boste posvojile? Ja, moja bo Meta Inja. Odlično. Kaj pa tvoja? Aloe Grega. Aloja Grega. Super. Pomembno je, da rastlino opazujete, da gledate, kako grejo črte okrog listkov, stebel, lončka. No in s tem, ko rožo narišete, se z njo povežete na en drugačen način.
No, Mita in jaz, zdaj si moja Ružica in jaz te bom zdaj odpeljala k Pi, pa k mojim prijateljem Filipcologom in vsi te bojo imeli zelo radi.